Del študentov zasebne Mariborske univerze Alma Mater Europaea, kot kaže, ne bo dobila svoje študentske organizacije. Nadzorna komisija ŠOS ni prižgala zelene luči za vpis med ostale študentske organizacije, ki bi študentom omogočila soodločanje pri sprejemanju zakonodaje in dodatno financiranje. Zakaj nas ne želijo, je težko reči, lahko samo predvidevamo, ampak sklepamo, da s tem, ko bi prišel nek nov igralec zraven oziroma študenti samostojnega visokošolskega zavoda, da bi se na ta način porušila struktura in ureditev znotraj samega ŠOS-a, ki je do sedaj veljala oziroma ki so jo tekom let vzpostavili. Na krovni študentski organizaciji očitke zavračajo in navajajo, da študentski svet Alma Mater Europaea ni izpolnjeval vseh pogojev. Kaj se je zgodilo? Se pravi, Alma Mater ni bila uspešna v prvem delu, ki zahteva 50% podpisov vse strani tega visokošolskega zavoda. Sicer so v pobudi podali veliko število podpisov, a žal niso podali neizpodbitnih dokazov o tem, da so podpisani študenti, tudi dejansko študenti tega visokošolskega zavoda. Zato je bila tudi njihova pobuda zavržena. Zaradi pridobljenih podpisov so jih sredi aprila obiskali tudi kriminalisti, ki so dobili anonimno prijavo za kaznivo dejanje sum ponarejanja podpisov. Kasneje tudi, ko je bila pobuda zavržena, so na Alma Mater Europaea prišli kriminalisti, povedali so, da so dobili anonimno prijavo, da bi naj ponaredili podpise, ki smo jih vložili k pobudi oziroma ki so bili priloženi k pobudi. Mi smo predlagali, da se vse študente, ki so pobudo podpisali, izpraša. Nedavno objavljena mednarodna raziskava Eurostudent o življenju študentov v 28 evropskih državah je pokazala, da se več kot tretjina študentov v Sloveniji spopada z resnimi ali zelo resnimi finančnimi težavami. Skoraj polovica si študija brez dela ne bi mogla privoščiti. In prav študentsko delo je glavni del financiranja študentske organizacije Slovenije. Slednja namreč prejme 3,8% od njihovega dela, letno okoli 10 milijonov evrov. 1,5 milijona primakne še država. V skladu s študentsko ustavo bo letos ŠOS, študentska organizacija Slovenije, prijela 542 tisoč evrov. ŠOU v Ljubljani, študentska organizacija Univerze v Ljubljani, več kot 3,5 milijona. ŠOM, študentska organizacija Univerze v Mariboru, skoraj 2,5 milijona. ŠOP, študentska organizacija Univerze na Primorskem, nekaj manj kot 1 milijon. Študentska organizacija lokalnih skupnosti skoraj 3,5 milijona evrov in Zveza Škis nekaj več kot 200 tisoč evrov. Ta denar pomemben, se pravi, za študentske organizacije univerz, da se v kraju, kjer študenti študirajo, lahko udejstvujejo tako, da so lahko aktivni, tako na interesnem področju, kot na študijskem in obštudijskem področju. Na lokalni skupnosti pa je to predvsem pomembno, se pravi, imamo 51 študentskih klubov, tam pa je pomembno, da damo mladim vedeti, da lahko v njihovem kraju, kjer so se pač rodili, tudi ustvarjajo in niso vezani samo na centre, se pravi, podpiramo tudi decentralizacijo. Na mestu je vprašanje, komu so študentske organizacije sploh namenjene in zakaj država že leta dopušča negospodarno ravnanje z javnim denarjem.